Prav lepo pozdravljeni, torej v četrti skupini, ki je namenjena temu, da bomo predstavili enega od pomembnih rezultatov tega projekta. Mozaik kakovosti nosi naslov in pač v bistvu ste vi zdaj ta prva skupina, v kateri boste nekaj več informacij o tem mozaiku izvedeli. Zdaj, kot veste, pač ta projekt, kot je Tanja že prej uvodoma v plenarnem delu predstavila, je obsegal še številne druge v bistvu dejavnosti, imamo številne rezultate, ampak za današnji dan smo se pa nekako tako odločile, da v bistvu bom jaz nekako vodila pogovor z dvema protagonistkama, ki sta danes tukaj z nami. In sicer to sta obe svetovalke za kakovost, in sicer Patricija Rejec iz Ljudske univerze Tolmin in pa Alenka Kučan iz Ljudske univerze Murska Sobota. Z nami je tudi Tanja Možina, ki je v bistvu tudi idejni vodja te vizionarske ideje, da v bistvu smo prišli do te res bogate spletne zbirke, tako kot Tanja prej rekla, svetovalnega pripomočka vsem, ki pač delajo na področju, delamo na področju kakovosti. Zdaj, jaz bi mogoče za uvod vam samo še pokazala, tukaj v bistvu ob robu imate ena gradiva, nekatera so nastala v okviru tega projekta, nekatera že prej, pač iz področja kakovosti, ampak to naše omrežje svetovalcev za kakovost, ki ga vodimo na Andragoškem centru, je v bistvu z tem projektom, s to podaktivnostjo, med drugim bogatejše tudi za recimo publikacijo o mojem delu svetovalke za kakovost. O tej vlogi bomo potem kasneje spregovorile z Alenko Kučan. To je en tak pač res celosten priročnik, ki nekako predstavi to vlogo, kdo ta svetovalec je in kaj počne. Potem v okviru tega projekta smo natisnili tole knjigo Rezultati in učinki, kazalniki, mi rečemo temu Modra Biblija, se pravi kazalniki ta osnovni in te so bili pa dodani potem področji rezultati in učinki še na širši, v bistvu na širši način. Potem pa knjiga Zgodbe učiteljev, to je tudi Tanja je v bistvu že prej omenila. Zdaj, vse te publikacije so dostopne seveda tudi na naših spletnih straneh in tudi na Mozaiku. Nekaj teh izvodov, kar je tukaj lahko seveda vi poberete, recimo zgodbe pa nimamo več izvodov, ker smo jih vse razdelili, so pa dostopni na spletu. Zdaj bi pa jaz v bistvu rada kar povabila, kot sem obljubila, intervju oziroma pogovor voden bova imeli in zdaj v tem prvem krogu vi boste imeli možnost prisluhniti Patriciji Rejec, potem naslednja skupina, mislim, da pa Modra pride, bova se pa pogovarjale pa z Alenko. Tako da izvoli Patricija, bova se usedla, jaz upam, da vas to ne bo motilo, ker bo takole malo lažje. Zdaj, v bistvu Patricija je, kot sem prej že rekla, svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Tolmin, ampak opravlja še številne druge vloge. In zdaj v tem delu je najina naloga, da bova malo spregovorile o mozaiku kakovosti, katerega tudi v bistvu v ozadju, jaz upam, da vas tole ne moti preveč. Malo smo zaradi tega tudi, da se vam ta mozaik, ne vem, ta struktura, da jo malo spremljate, ker je malce lažje, ampak upam vseeno, da boste nama prisluhnili, da vas ne bo motil. Pa bi Patricija rada te kar vprašala, da se nam predstaviš v bistvu, kdo si in katere vse vloge v izobraževanju odraslih ti opravljaš? Se mi zdi, da vsi, ki smo pristali oziroma delamo v izobraževanju odraslih, smo taki multipraktiki, a ne? Tako da ja, včasih, tako bom rekla, kakšne nove sodelavke, ko pridajo in rečem tako, ja, sej, ko boš organizatorka, si daj tak klobuk, ko boš bila učiteljica ta, mentorca ta, svetovalka tako. Tako da ja, vse se štejejo, vse vloge, da nismo velika ljudska univerza in zato
opravljamo različne vloge, od organizatorjev, mentorjev, učiteljev, svetovalcev. No, svetovalec za kakovost je pa še zraven. Ja. Si pa tudi že precej leta, ne? Imaš delovnih izkušenj. Ja, na Posoškem razvojnem centru, bom tako rekla, sem od vsega začetka tudi potovala po različnih delovnih mestih in potem delala na oddelku za izobraževanje odraslih. Od leta 2016 smo pa organizacijska enota Ljudska univerza in takrat se je tudi vse začelo s to kakovostjo bolj resno. Okay, no. Super iztočnica. Zdaj v bistvu bi te rada najprej potem, ko boš povedala še malo, kako se je začelo s to kakovostjo, ker vem, kaj si imela v mislih, bi te najprej čistko za uvod vprašala, to, kar imava, kar je najin namen. Da ti kot uporabnica mozaika, kot tista, ki ga res v bistvu tudi zdaj že kar poznaš, da te vprašam o tem, kakšen se ti zdi ta mozaik kakovosti kot to svetovalno orodje, z vidika uporabe, iz vidika tega, kako je strukturiran, kako se najdejo stvari, iz vidika tega, kakšni vsi pripomočki so gor. Zdaj, če vas mogoče sam usmerim tudi tam na tale pingvin, tam tudi v bistvu piše, da so gor pripomočki, dobre prakse, videi, publikacije, skratka, daj mi malo mogoče z tega vidika povej, kako ga ti uporabljaš. Ja, v bistvu jaz lahko kar povem, v bistvu to je bil moja Biblija, ne? Glede na to, da takrat, ko je bila, so ustanovili na Posoškem razvojnem centru organizacijsko enoto Ljudska univerza in ker je v zakonu o izobraževanju odraslih pisalo, da moramo vzpostaviti oziroma imeti nek notranji sistem kakovosti, smo se seveda začeli spraševati, kako začeti, na kakšen način to zastaviti, ker samo na kratko, če povem, prej je tudi, bom rekla, naš oddelek za razvoj človeških virov dosti projektno sodeloval in to ni bilo povezano. Zdaj pa smo mogli narediti nekaj za Ljudsko univerzo, ne, kot notranji sistem in seveda v zakonu ni pisalo, kakšen naj bo, kako naj to, nobenih navodil pač, nekaj morate narediti. In sem pa takrat že nekaj slišala, Andragoški center, pa mozaik kakovosti, pa seveda z drugimi kolegicami iz drugih ljudskih univerz in sem začela malo raziskovati, pa sem dobila informacijo, pa to ni tako enostavno, pa ne moreš ti kar tako. No, in potem, ker sem prišla gor na to vašo spletno stran oziroma na mozaik, je bil pa to moj učbenik, ne? Sem pa začela počasi brati po posameznih tematikah, kje začeti in tako bom rekla, nekatere stvari so se mi zdela potem dokaj logične, enostavne, nekatere dosti zahtevne, kar pa je bilo to, ne, mi je bilo tam, da sem črpala na kakšen način, potem tudi, ne, tako bom rekla, mi je bil ta mozaik kakovost ena osnova, da sem se tudi začela pogovarjati tako z direktorico še takrat, pa z vodjo, ker mi je bilo tako najbolj enostavno razumeti, ja, nek notranji sistem moramo imeti, najlažje bo to dokazati z nekim zelenim znakom kakovosti, pa še sploh nisem vedela, kaj dejansko to pomeni, kako priti do tja. Ampak glede na to, da nisem bila vključena v nobeno izobraževanje, prvo sem bila pri vas, ko smo na to, kako se vloži, bom rekla, vloga za pridobitev zelenega znaka za kakovost. Ki je zelo kratko usposabljanje, ne, 4 ur, tako da si... Ja, tako da, mislim, sedano, meni pa še zdaj, ne, tako bom rekla, ne samo prej, prej mi je bil res učbenik, zdaj mi je pa tako, kaži pot, mi je plonk listek, a ne, kot tisto, ko se naučiš enkrat, pa veš, v katerem poglavju je kaj, a ja, tam piše, gremo pogledat, a ja, pa še to, samo da rase ta učbenik, ne, zmeri so neke nove stvari gor. No, to se trudimo, res, to je v bistvu pač tekom celega tega projekta, ki je res trajal 6 let, smo se ves čas trudili, da dograjujemo, tako kot je Tanja tudi prej povedala v tem uvodnem delu, v zadnjem obdobju z izobraževalnimi videi tudi, ne, ker določene tematike so predstavljene
Seveda pisno, ampak mogoče pa za koga je pa tudi v redu, da si pogleda video. Sicer te izobraževalni videi so malo daljši, ampak niso promocijske narave, so izobraževalni in tisti, ki res želi recimo nek postopek, nek proces spoznati na tak način, kot nekako, da je res utemeljen, no, da v bistvu potem ima res dobro bazo za delati naprej, se nam zdi, da so tudi te videi en tak doprinos. Omenila si že to, no, da si pomagala z Mozaikom pri vzpostavitvi notranjega sistema kakovosti. Kaj pa, daj mi še malo povej, mogoče pa kako Mozaik uporabljaš, zdaj si ti tudi potem v vlogi svetovalke, to si postala pred kratkim, 2021 si bila na usposabljanju, a ne? Kako pa v bistvu Mozaik recimo uporabljaš v vlogi svetovalke, da ga potem recimo še drugim v organizaciji predstaviš ali ga uporabiš ali v tem smislu, no? Ja, na začetku sem bila tudi jaz dokaj optimistična. Ja, je Mozaik, boste prebrali. Ker sami, ne? Ja, pa ni šlo tako. Tako da zdaj pa zelo tako enostavno. Bom kar konkretno povedala. Za poglobljeno samoevalvacijo je zdaj en delček, smo imeli že dve fokusni skupini sta za nami, ne? Tako da zdaj pa kar povzamem, kaj bomo delali pred sestankom, kot da se pripravijo sodelavci, dam link na video, poglejte si to, da si zavrtijo. Tako da je dosti priročno, da v tisto, kar pričakuješ, kar se bo delalo na sestanku, da daš še kakšen video, pa potem Tanja pove, ali pa ni treba razlagati takrat na sestanku dejansko, kakšna zadeva pomeni. Tudi, na primer, ko smo imeli fokusne skupine, sem točno to preložila noter, točno to sem lahko potem napisala od te minute do te minute, pa pozorno se bo odgovorilo na to vprašanje. Tako da je vsem jasno, dejansko, o čemu se bomo pogovarjali, da ne zgubljamo časa. Meni se zdi, tako bom rekla, tudi kako sodelavce prepričati, na primer, ja, pa zdaj zeleni, pa je polno potem neke dokumentacije. Sej vse to že ljudska univerza smo mogli delati, zdaj pa smo sam zapisali. Seveda je bila polno dela, da se je to zapisalo, ampak super, da ni bilo treba odpreti belega lista, ne, pa začeti pisati, ker so muštri gor na Mozaiku. In ravno za ta bo se zdaj tamle kažejo te muštri, recimo pač prikaz, kako na enem mestu se, ne vem, odpre cel seznam vseh teh pripomočkov in dobrih praks, ki je pač na Mozaiku dostopen. Skratka, vsa ta orodja v podporo delu na področju kakovosti pri samoevalvaciji in tako naprej. Tako da, no, mogoče bi sem to povedala zdaj, po tolikih letih, ko imamo vse zapisano v listini kakovosti, v pravilih za izdajanje potrdil, ne vem, poslanstvo, vizija in vse to, kar smo šli skozi, ne, v teh letih, koliko je enostavno in koliko časa je prišparanega. Ker ni treba dejansko, tudi če pridejo novi sodelavci ali pa kdo na prakso ali kakorkoli, tu je zapisano, tu si preberite, če so kakšna vprašanja, tu sem odgovorim na dodatno. Tako da ja, se splača potem tudi vložiti, ne. Ker ekipe se menjamo in ne more potem en človek, tudi jaz to zagovarjam, ne, sej tudi svetovalec za kakovost v vsaki organizaciji ali pa nekdo, ki se ukvarja s kakovostjo, jutri gre lahko v drugo službo, a ne, in če ne bo nič zapisano, so na začetku, a ne. Tako. Ja. Pa mogoče še z vidika, ne vem, zelenega znaka, no, ko sva se dotaknili, če mi še v bistvu poveš, recimo, ko si pač to vlogo pripravljala prvič, brez da bi imela prej kakšnih nekih daljših usposabljanj, ne, tako ko so bile prej poki generacije, smo mi rekala, ne, to dvoletno usposabljanje. Kako ti je pa recimo iz tega vidika Mozaik tudi pomagal? Si tudi v bistvu s predlogami dokumentov, no, predvidevam, da si pomagala. Ja. Tako vam rekla, čeprav, ko sem prvič vlagala, mi je bilo res tako prvič in se mi zdi, da enih stvari še nismo imeli narejenih, ampak sem tudi brez nekega pritiska vlagala, ker mi smo imeli v tem našem akcijskem načrtu, a ne, itak, da bomo šele pol naslednje leto. Pa smo rekli, poskusimo, ne, da vidimo, koliko točk bomo zbrali, a ne, da kje smo, pa bomo pa že popravili, a ne. In smo rekli, o Madonna, pokaj smo dobili, a ne, zdaj bo treba pa zares zagrabiti pa začeti delati. Ampak tudi sama vloga sem se zraven učila,
Tako da dejansko mi je zelo, bom rekla, razjasnilo te pojme, sprotno spremljanje, pa poglobljena samoevalvacija, pa taki in drugačni akcijski načrti, pa samoevalvacijska vprašanja. Tako bom rekla, to mi je bil tisti najtežji del. To razumeti in prav, sej veš, ko si brala, ne? Naše prvo samoevalvacijsko poročilo ta dolgo, kako smo se lovili in kako dejansko smo skozi delo ugotavljali, kje smo švoh, kje delamo napake, kjer se vrtimo v začaranem krogu, ne. Ampak to je namen, ne? To je namen in tudi v bistvu potem v zelenem znaku ta povratna informacija in zdaj v bistvu tukaj naprej boste samo rastli in Mozaik v bistvu je pa recimo lih v tem smislu, ne, se mi zdi to dober primer, ker ti je pomagal kot nekomu, ki prej nisi šla čez usposabljanje, ampak vseeno zdaj ga uporabljaš kot orodje pri tem, ko boste gradili še naprej. Ja, zaradi tega, ker je toliko stvari, mislim, dosti kompleksen in tako človek nima izkušenj v praksi, kako izvesti, ne vem, zgledovanje, fokusne skupine, ne vem, samoevalvacijska vprašanja, tako, neke akcijske načrte, kako to zastaviti, ne vem, kako, moraš najprej sam razumeti, da potem lahko pripraviš, da razložiš, ne vem, sodelavcem, da razložiš na komisiji za kakovost. Tako bom rekla, naša komisija za kakovost, bom rekla, smo zelo ponosni, ker imamo tudi predstavnico iz gospodarstva in se dosti pogovarjamo tudi, kakšen pa imajo oni njihov, sistem kakovosti. Malo primerjamo tudi to, hkrati mi je pa super, ker tudi ostali sodelavci iz njenih ust slišijo, kako pomembno je to. Ja. Tako. In tudi ta poročila, na primer, ne vem, to zdaj, če povem, da ne ostaja samo med sodelavci, med nami na Ljudski univerzi, letna poročila o kakovosti nam pa omogočajo, oziroma mi omogočajo, da pa vsaj enkrat na leto, pri nas je vedno večkrat, pa o kakovosti spregovorimo tudi na svetu zavoda Posoškega razvojnega centra, ker pač to, ja, ker morajo potrditi, ker dejansko spremembe, ko delamo, čeprav vem, si ne delam utvar, da to zelo preberejo. Ampak dobro, pač z vztrajanjem, ne? Ja. Evo, za zaključek, Patricija, zdaj pa res samo 3 besedice mi povej, Mozaik, kako bi opisala s 3 ključnimi besedami, potem pa morava predati še poslušalcem. Tako sem že rekla, za mene plonk listek, še vedno učbenik in pa kažipot v smislu zdaj bomo šli delati nov, bom rekla, 3-letni cikl poglobljene samoevalvacije, tako da je kažipot dejansko, mi je fajn, ker je vse našteto, ker je vse prikazano, organizacija oziroma kot Ljudska univerza pa sami izberemo, na čemu bi radi delali. Tam imamo pa ideje, tako da je res kažipot. Najlepša ti hvala res tudi za to, da širiš v bistvu Mozaik med svoje sodelavce in tudi takole med strokovno javnost in pač, da še naprej, da boš tako zagovornica tudi tega orodja, tudi v tem smislu v našem omrežju svetovalcev za kakovost. Zdaj bi pa jaz v bistvu rada vas povabila, imamo, mislim, da sam še 3 minutke, ne, kar ostani, ja. Če bi želeli mogoče še kaj vprašati, še vi, našo Patricijo, vidim tukaj tudi nekaj obrazov, vsaj 2, svetovalke za kakovost, ki tudi v bistvu vem, da poznate Mozaika, bi želel kdo, ne vem, kaj komentirati, kaj vprašati, kaj v zvezi z Mozaikom, kaj konkretnega vprašati lahko. Zdaj, klikali ste že v bistvu ves čas, vidim, da gledate. Ali vam je bilo to dovolj izčrpno? Mogoče pa, ne vem, izkoristim še 2 minutki, pa nam mogoče še Tanja kaj pove v tem smislu. Ta ideja njena, da smo vsa ta orodja predstavili, ti si več kot omenila učbenik, ker dejansko res je v bistvu iz strokovnega gradiva je bilo izhodišče temu portalu. Mogoče še tebi, Tanja. Tako, me vedno spomni pot, kako je nastal ta Mozaik, kako je, ko mi vsi, pravzaprav smo tukaj vsi taki, ki delamo na razvoju. Mislim, iz 2 poti je nastal. Prvo, da je v praksi, mislim, veliko let že delamo skupaj in nastalo ogromno
dobrih praks, pripomočkov in tako. In veliko tega smo mi imeli vsaj v predalih, v fasciklih in tako, in se nam je zdelo škoda, da se to ne širi, zato smo najprej naredili tiskano verzijo, ki pa ni bila toliko uporabna, ne, za uporabo. Zdaj, osnovna ideja, in to je tisto, kar hočem povedati, je, da sem jaz bila, ne vem, 15 let nazaj, enkrat na enem študijskem obisku na angleški izobraževalni inšpekciji, ki je mimogrede tako, no, ker imam strah in trepet, ampak tam so mi pokazali nekaj podobnega. Ne, te inšpektori, ki so hodili po šolah, so videli veliko dobrega in so iz tistega počasi začeli zbirati te dobre prakse in v bistvu so pol naredili tudi eno tako spletno orodje in iz tega ampak pol smo čakali leta, da je prišla priložnost, da smo to znali razložiti ministrstvu, da je prisluhano, da nam je dalo malo sredstev, evo, in smo se povezali in je to nastalo. Super. Evo, najlepša hvala. Mislim, da smo na lep način zaključili. Slišali ste že trkanje, tako da hvala vam, ker ste prisluhnili, pa vabljeni k uporabi.